Kaj narediti z oblačili, ki jih ne nosimo? Naj jih vržemo stran? Najde se boljši način, prodaja po nizki ceni na garažni razprodaji. Meni je super, da vem, da se bo kos naprej nosil, ker mi ga je v bistvu škoda, da bi se ga zavrgala, tako da mi je ful dobro, da bo šel naprej. Pri tem pa prodajalci za en dan nekaj malega zaslužijo. Prodaja je bila dobra, predvsej so spustile cene, enostavno zato, da stvari grejo, ki so pa ne nošene. Se mi zdi bistvo boljšjaka, da se, če lahko rečem temu boljšjak, čeprav je to kič bazar, da se spustijo cene. Ob zaključku sta zadovoljni obe strani, prodajalci, ki so za stojnico plačali 10 evrov, in kupci. Odlična ideja, zaradi tega, ker preveč stvari stran vržemo in preveč smo občutljivi na to, da mora biti vse novo in popolno in zakaj ne bi šle stvari iz roke v roko. Super je, tako da bi v en pravličen svet zagazil, sezam, odpre se vrata in si čisto enemu drugemu feelingu. Slovenija je res drug svet, pravi slovenski Avstralec na študiju v Sloveniji. V Avstraliji je tako, da zaslužimo veliko, tudi stroški so veliko, ampak ne vem, kle se mi zdi, da glede na to, da če si študent dobiš 3-4 evrov na uro, stroški so kar veliki. V Ameriki so tovrstne garažne razprodaje pogoste, Slovenci jih nismo vajeni. Mislim, da smo vsi ugotovili, da je stvari v izobilju in da pravzaprav nekomu drugemu je tisto vredno, kar nam mogoče več ni. Danes so se lahko z novimi kosi v omarah ukitile bolj ženske, na moške so prodajalci malce pozabili. A naslednji kič bazar obljubljajo že čez mesec dni.